Ena ključnih obljub, ki je bila zapisana v koalicijski pogodbi in na katerem je sedanji predmet Pahor tudi v veliki meri gradil predvolilno kampanjo, je bila obljuba o tako imenovanem drugačnem načinu kadrovanja. Rečeno je bilo, da nihče v javnem sektorju na ključnih mestih ne bo zamenjan brez krivdnega razloga, torej da bo edino merilo za zamenjavo slabo delo. Rečeno je bilo izrecno, in to je iz predsednika vlade, da na tem vlada stoji ali pade. Rečeno je bilo tudi, da bo vlada spremenila zakon o javnih uslužbencih in sploh črtala možnost razrešitve iz nekaj drugih razlogov v javni upravi. Namesto tega smo dobili samo v državni upravi, če odmislim širši javni sektor, torej javna podjetja v državni lasti in ostalo, najmanj 25 menjav brez krivdnih razlogov, počiščeni so bili vsi generalni sekretarji, številni direktori, direktoratov, skratka ljudje na ključnih mestih v državni upravi. Dobili smo prakso, ki je v prejšnjem mandatu nismo poznali, namreč, da se na ključna mesta v državni upravi postavljajo nekateri neuspešni kandidati na parlamentarnih volitvah. Včasih imamo občutek, da je za sedanjo vlado zadosten greh in razlog za zamenjavo že to, da je nekdo v dobrom sodeloval s prejšnjo vlado. Tudi če je bil nastavljen kdaj prej, dovolj je, da je 4 leta ali pa celo manj delal za Janševo vlado, pa je to čisto zadosten greh za to, da ga je treba zamenjati. Torej, če vlada na tako zvani novi kadrovski politiki stoji ali pade, potem je seveda ta vlada že velikokrat padla. Obljube so bile prelomljene, mi ne zanikamo vladi pravice do kadrovske politike, ne zanikamo ji pravice, da postavi na ključne pozicije ljudi, za katere meni, da bodo uspešno uresničevali njim program. Mislimo, da ima vsaka vlada tako pravico. Tisto, kar pa zamerimo, je to, da se je o tem na veliko sprenevedalo in da se še danes o tem na veliko spreneveda. Da se je eno govorilo in da se drugo dela. Da se je 4 leta gradilo na očitkih o kadrovskem cunamiju in da se je čisto normalna kadrovska politika, ki je vodila prejšnja vlada, pravzaprav tretirala kot zločin največje vrste. Torej, če vlada na tem stoji ali pade, potem je že velikokrat padla. Na zadnji obmenjavi uprave Darsa brez krivdnih razlogov. In tu seveda tudi ni škoda denarja, tudi če treba izplačati 200 000 evrov in več, zato da se vlada znebi tistih, ki politično niso všeč. Na področju e-uprave so podatki iz prejšnjega mandata povedali veliko. Slovenija je prišla po merjenih Evropske komisije z 15. na drugo mesto v Evropi. Projekt EVM je dobil priznanje Organizacije Združenih narodov, ki to priznanje sicer prevzela moja naslednica, počakal sem pa še ne SMS čestitko ali kaj podobnega, pa nisem dočakal. Torej nagrado kot najboljši projekt za izboljšanje storitev za stranke. Uvedli smo celo vrsto koristnih elektronskih storitev za državljane in podjetje, recimo podaljšanje prometnega dovoljenja preko spleta ali pa danes lahko vi SP ali pa eno osebno gospodarsko družbo tudi registrirate preko interneta. V mandatu Pahorjeve vlade ni opaziti nobene nove, pomembnejše elektronske storitve na internetu. Ne za državljane, ne za podjetje. V prejšnjem mandatu smo intenzivno sprožili odpravljanje birokratskih ovir, izvedli na desetine poenostavitev, ki vsi poznajo, v sodelovanju vseh resorjev, od tega, da nam ni treba izpolnjevati več dohodninske napovedi, lepiti nalepna vetrobranska stekla, da lahko firmo praktično ustanovimo v eni uri in uredimo vse potrebno za njen zagon, da so se overitve vrnile z notarjev na upravne enote in da je bila odpravljena neka stvar, ki je bila značilna za državno upravo še od Marije Terezije, to so upravni kolegi, da lahko sedaj plačujemo takse z gotovino in plastičnim denarjem.